tožilstvo zagotovo ne meče ene dobre luči na pravno državo. Jaz vem, da nas vsi poskušajo prepričati, nas in tudi državljanke in državljane, da pravna država v Sloveniji je. Jaz pravim, da nas nihče v to ne more prepričati. Lahko nas prepričajo organi, pregona, policija, tožilstvo, sodstvo in vsi, ki pač tukaj delujejo na tem področju, predvsem z svojimi dejanji. Torej, ko bodo dejanja takšna, da bodo ljudje sami spoznali, da pravna država deluje, bomo najbrž tudi vsi verjeli, da ta pravna država je. Včasih, ko vedno znova ugotavljamo, da imamo dve pravni državi, eno pravno državo za tiste preproste ljudi, denimo v tem primeru bolj mastifov gospoda Megliča, ki nima v ozadju nekih elit, ki nima v ozadju nekih groznih odvetniških pisarn in tako naprej, velja ena pravna država, še do sedaj ni bila sprejeta nobena odločitev v zvezi z tem, glede na to, da so ga psi pravzaprav skoraj da pojedli. Ne? In na drugi strani pravna država za tiste, ki imajo denar, ki imajo vpliv, ki imajo veze, ki imajo, skratka, pravna država za elite. Mi temu absolutno nasprotujemo in menim, da je prav. Ob vsem tem, kar se je dogajalo v zvezi z to afero, ker smo ves čas Slovenske ljudske stranke opozarjali na postopke, ki so se odvijali in ki so definitivno bili protizakoniti. Dokazano. Mnogi, bom rekel, pravniki v tej državi so potrdili, da je definitivno šlo nekaj narobe v nasprotju z pravom. Da se zdaj post festum ugotovi, da preprosto nihče za nič ne dogovarja, je vendarle en hud udarec te pravne države. In je pravzaprav razkroj pravne države strani, bom rekel, političnih, odvetniških in morda še kakšnih drugih elit. Temu se je potrebno upreti, jaz mislim, da se mora temu upreti vsa politika, še najbolj bi se moral temu upreti predsednik vlade in predsednik države. To ne pelje v pravo smer in na to je treba opozoriti in s to našo gesto zagotovo to želimo. Bomo seveda videli v nadaljevanju, kaj bo izplen te seje, sicer pa razmišljamo tudi morda o kakšnih drugih ukrepih, ampak o tem bomo potem seveda kasneje. To ni dobro za to državo. Ni. In tako ne more biti. Na eni strani Bulmastifi, na drugi strani imamo afero Satex. Skratka, če bomo dovoljevali, da se take zadeve odvijajo naprej, se s tem preprosto strinjamo in nam je tako prav. Mi se s tem ne strinjamo in bomo naredili vse, da bomo pač na te zadeve opozarjali, preprosto drugega v tem trenutku kot opozicijska stranka ne moremo.